Na eni strani so rezultati, euforija ob zadetkih, trenutki zmagoslavja, na drugi manj prijetni sopotniki najlepše igre na svetu, ki pa so njen sestavni del, poškodbe. Da bi jih bilo čim manj, da bi jih čim uspešneje ublažili in čim prej odpravili njihove posledice, je eden pomembnejših segmentov vsake nogometne zgodbe. Na v koraku to smerja s seminarjem, namenjenim zdravnikom reprezentanc in klubov prve in druge lige, naredila tudi Nogometna zveza Slovenije, ki je ena od stopnic tako imenovanega kaskadnega sistema prenašanja veščin in znanja od UEFA proti najmanjšim članom Evropske nogometne družine. Pred približno 7 leti je spoznala, da je medicina, oziroma spoznala je že prej, ampak pred 7 leti je začela uresničevati program dviga nivoja znanja in pa tudi spretnosti na področju športne, da rečem, nogometne medicine. Trendi se v bistvu v tej urgentni medicini ves čas nekoliko spreminjajo, zato jim je tudi potrebno slediti, da smo v koraku z njimi. Osnovni cilj seminarja je torej večinoma ponovite ene stvari, ki jih že znam, ampak če jih človek ne ponavlja, jih kar pozabi. Tako da se mi zdi, da je zelo koristno, no? Predvsem ta urgentna stanja, ki jih občasno srečujemo, ampak takrat, ko jih srečuješ, moraš biti pa res suveren. Veliko je poškodb lokomotornega aparata, poškodbe glave so zelo pomembne in tukaj je bil precejšen poudarek na takih poškodbah, predvsem poškodbe glave, kako se jih obravnava in kako se jih spremlja in kdaj se lahko igralec vrne na igrišče. Reprezentančni zdravnik Matjaž Vogrin je opravil izobraževanje na nivoju Evropske nogometne zveze, ki je bilo razdeljeno na 3 področja: urgentna stanja, prepoznavanje poškodb in preventiva. Vsak od teh modulov je zahteval od udeležencev opravljanje izpita, tako teoretičnega, kako tudi praktičnega, in na podlagi rezultatov smo pridobili naziv inštruktor UEFA na področju športne medicine. Prvi korak je bil torej storjen na najvišji stopnici kaskadnega sistema. Naslednji korak, če govorimo o tem kaskadnem procesu, je ta, da inštruktorji posameznih držav prenesejo to znanje na nacionalni nivo. In še rdeča nit, ki smo jo potegnili skozi pogovore z izbranimi akterji seminarja. So zdravniki ob saniranju poškodb pogosto pred težko nalogo, ko prižigajo zeleno luč za vrnitev na igrišče. Vsi želijo biti zdravi takoj. Včasih nogometaši težko razumejo, da določene vrste patologije, določene vrste poškodbe zahtevajo nek čas. Včasih mora reči ne še in to je težko razumeti včasih tako za športnika kot za trenerja, ampak ta nehvaležna vloga je pomembna. Part of the job is to explain to them that they risk further injury and also to decide together as a team rather than tell them you cannot play. Ja, tukaj je več interesov. Vsekakor naša naloga je zaščititi igralca in mu omogočiti čim boljše okrevanje. Je pa treba tudi upoštevati interese vseh ostalih, ki so udeleženi v takem okrevanju. Saniranje športnih poškodb gre seveda v korak z najnovejšimi znanji. Tukaj medicina res dela čudeže zadnje čase. Predvsem pa se mi zdi, da je tudi pomembno, da se pogleda tudi na tisti preventivni del, kako preprečiti poškodbe. Vse tukaj nogometne zveze kar veliko že delajo, predvsem na mednarodnem nivoju, da se neka poškodba sploh ne zgodi. Če pa se že mora zgoditi, je pomembno, da so v varnih rokah, ki jih skozi sistem izobraževanja zdravnikov nudita tudi krovna Evropska in nacionalna nogometna zveza.